Dober dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Z nami je gospod Lojze Peterle, poslanec Evropskega parlamenta. Lepo pozdravljeni, gospod Peterle. Pozdravljeni. Vi ste poslanec Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, pa stranke Nova Slovenija. Kakšna je vaša povezava z matično stranko, pa s parlamentom v Sloveniji in ljudstvom v Sloveniji? Jaz sem že nekaj časa evropski poslanec iz Nove Slovenije in meni je v čast, da lahko zastopam Slovenijo, čeprav smo mi vsi poslanci vseh v Evropski zvezi, se pravi, po zakonu predstavljamo 500 milijonov ljudi in jaz sem vesel, da smo Slovenci z osamosvojitvijo vzpostavili pogoje za to, da smo stopili na politični zemljevid sveta, da se nas sliši, da je slovenščina enakopraven uradni jezik, kot je angleščina, nemščina in drugi jeziki. To je situacija, kakršne Slovenci ne poznamo. Jaz sem vesel, da pripadam generaciji, ki je doživela nasmeh zgodovine, ga izkoristila za naš največji narodno-politični cilj. Nova Slovenija, ki je resnično naslednica krščanskih demokratov, je stranka, ki deli vrednote, načela in cilje Evropske ljudske stranke. V marsičem smo seveda posebni zaradi Slovenije same, ampak v bistvenem pa se strinjamo in mislim, da sta dve glavni ideji očetov Evropske zveze, ena je spoštovanje človekovega dostojanstva, druga pa je delati skupaj. Kaj delamo skupaj, se moramo pa zmeniti. Ok, hvala. Na EU nivoju se prav tako povezujete v stranke, pa me zanima, kako vključenost v Evropsko stranko vpliva na vašo avtonomijo pri odločanju. A ste v prvi vrsti poslanec Slovenije, na to domače, na to Evropske stranke, ali je to kar vse eno z drugim? Prej sem omenil človekovo dostojanstvo. Pri nas se to polno spoštuje. Vsak je od nekje, vsak ima svojo identiteto, svoj jezik, svojo kulturo, svoje politično prepričanje in vsak je lahko tudi različen oziroma je različen od drugih. Mi se dogovarjamo, mi nimamo ukazov, mi nimamo odredb, ki bi morali slediti. Mi se pri vsakem vprašanju, ki ga obravnavamo v Evropskem parlamentu, poskušamo zmeniti, kako bomo glasovali. Včasih smo zelo razdeljeni, so na zahodu drugačni interesi, kot so na vzhodu, in se lahko zmenimo za svobodno glasovanje, prosto glasovanje, in lahko vsak obkroži, oziroma glasuje, za kar mu paše. Večinoma se mi zmenimo za enotno glasovanje, če pa imam jaz slovenski ali osebni razlog, da nečesa ne podprem, je moja edina naloga, da povem, da ne bom podprl, da mislim drugače in je zato polno razumevanje. Torej, mene niso še nikoli prisilili, da bi glasoval, torej tega preprosto ni. Mi smo svobodni ljudje, skušamo delati skupaj, drugače nima smisla, ampak ko gre pa za neko specifiko, lahko jaz rečem, glejte, tega jaz ne morem podpreti in bom glasoval drugače. To se mi tja zgodi. Hvala. Moram kar brati. Kakšno pa je vaše stališče glede strankarske demokracije v razmerju do nestrankarske demokracije? Torej, politika pomeni delati za skupno dobro, urejati skupne zadeve in ne moremo vsi delovati kot parlament o vseh zadevah, zato si je človeštvo zmislilo predstavnike, ki jih v demokraciji volimo, drugot jih lahko določijo, če tako rečemo. Jaz sem vesel, da jih izvolimo. Če nam ne ustrezajo, volimo čez 4 leta drugače. Pri evropskih volitvah pa se to dogaja na 5 let. Tako da je Churchill rekel, da ima demokracija pomanjkljivosti, ampak da boljšega sistema ni.
Jaz se z njim strinjam in jaz sem zato, tudi ko delam v Evropskem parlamentu, da smo čim bolj povezani z ljudmi, vsak glas šteje, vsak ima svoje dostojanstvo, naj bo iz vasi ali z mesta tega ali onega spola. Ne. Važno je, da politika posluša. Ne. Politika, ki ne posluša, se oddali od svoje podlage, se oddali od ljudi in izgubi smisel. Ne. Tako da dobro je, da torej imamo predstavnike. Prej sem rekel, da jih nekoč nismo imeli. Imeli smo tudi čase, ko smo imeli enega kandidata na listi, pa nismo imeli kaj izbirati, zdaj lahko izbiramo. Ne? In še enkrat bom rekel, če nam kdo ni všeč, lahko drugič volimo drugače. Hvala. Kakšno pa je vaše stališče glede reprezentativnega mandata po ustavi RS 82. člen in glasovanju po prepričanju stranke? Malo sva že omenila to. Je to za vas reprezentativni ali imperativni mandat? Se vam zdi, da je vaš mandat volivcev, ki so vas izvolili, ali mandat stranke? Se ste že malo povedali, ampak ustava to vsa. Naša ustava pravi, suveren je ljudstvo. Ljudstvo mi zaupa neko mesto. In jaz se čutim dolžnega, da ljudi resnično zastopam. Mislim, da če jih ne bi zastopal, zares ne bi bil večkrat izvoljen v Državni zbor in 3-krat v Evropski parlament. In jaz bi rekel, stvar deluje. Hvala. Lokalna samouprava v mednarodni skupnosti je uzakonjena z listino MELS, ki jo je leta 1985 sprejel Svet Evrope. Kot država članica Sveta Evrope je listino leta 1996 ratificirala tudi RS. Ali se vam zdi, da vrednote omenjene listine izvajamo v pravi meri, oziroma kakšen bi bil vaš predlog za bolj polno upoštevanje vrednot listine, zlasti preambule? Jaz sem imel v tem mandatu svetovalca za lokalno samoupravo, gospoda Toneta Kokalja, ki je bil nekoč tudi poslanec Nove Slovenije in tudi župan v svojem kraju, v Vodicah. Jaz mislim, da je zelo pomembno to, kar vedo številni politiki, pa ne samo politiki. Pravi se, da vsaka politika je lokalna. Ne? Če ne prideš ti do baze, do temelja, potem ne boš s politiko daleč prišel. Jaz sem čas delal v urbanizmu in se spomnim, do koliko političnih interesov lahko pride, ko gre za eno parcelo, kaj bo na tisti parceli ali pa kaj ne bo. En bi si želel, da gre cesta čez njegovo parcelo, drug si pa tega ne želi. Ko smo delali industrijsko cono Rudnik, ker sem bil za ta projekt zadolžen, sem videl, kako različni so bili interesi, kaj postaviti, kaj dati skupaj v to industrijsko cono, ki je postala bolj trgovinska cona na koncu. Ne? Tako da jaz mislim, da je Evropska zveza razvila ta prav pogled na lokalne skupnosti, da se je tudi organizirala. Mi nimamo samo odbora regij, kjer Slovenci tudi sodelujemo, imamo tudi lokalne skupnosti, župane in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je to pomemben element v institucionalni zgradbi Evropske zveze. Jaz srečujem župane ponavadi na letalu, ko grejo na zasedanje v Bruselj, in njihova mnenja so relevantna, so pomembna. Ne? Recimo, jaz sem zelo pozoren na to, kaj mi iz regionalne ali lokalne ravni povedo o zdravju. Ne? Ker recimo v Nemčiji so regije tiste, kjer se dogaja zdravstvo, če tako rečemo, ne? In imajo zelo uspešne modele, imajo znotraj Nemčije, lahko različne ureditve, enako velja kje drugje. Tako da jaz mislim, da so zadeve prav napisane. Evropska zveza je začela zelo vključevalno in mislim, da
je pomembno, da vsi nivoji, da vse ravni delajo v skladu s principom subsidiarnosti, po slovensko bi rekli načelom dopolnilnosti. Jaz sem bil celo, ko je šlo za Lizbonsko pogodbo, ki zdaj velja, prej delali smo pravzaprav Evropsko ustavno pogodbo, ampak ta se je potem spremenila z nekaj spremembami v Lizbonsko pogodbo in jaz sem bil član neke skupine, ki se je imenovala Prijatelji subsidiarnosti. Vodil je gospod Teufel, predsednik vlade Baden-Württemberga, ki ima lepe odnose s Slovenijo. In tam smo se trudili, da bi zapisali to pogodbo tako, da res ne pride do mešanja kompetenc. Če nekaj na lokalni ravni lahko narediš, ali v vasi, ali v občini, potem naj se nekdo višji v to ne meša, ker ni potrebe. In te stvari so v Evropski zvezi zelo dobro postavljene. Sveda pa tudi nima smisla, da se nižja raven spušča v zadeve, ki se lahko samo naredi na višji ravni. Ampak če imaš vse te ravni dobro postavljene, če so kompetence lepo razdeljene, potem vsako pravi svoje delo, rezultat skupen je pozitiven in noben mu po kurjih očesih ne hodi. Hvala. Zdaj me pa še zanima eno vprašanje, ki vam ga nisem poslala prej, ampak kako sodelujete z ostalimi poslanci, glede na to, da ste z različnih strank, verjetno tudi različnih pogledov, ampak zastopate v Evropi pač eno telo, a ne? To nas večkrat vprašajo naši obiskovalci, tudi novinarji, ko pridejo v Bruselj. Stvar je taka, če bi bili mi kakor državna nogometna ekipa, bi bila stvar taka, da bi se Nemci, Francozi pa Španci, mislim, da bi to že zadostovalo, ker bi bili večina, bi se lahko za vse stvari zmenili kot državne ekipe, če tako rečem, državna moštva. Ker pa imamo parlamentarni princip oziroma strankarski princip, pa jaz sem enakopraven glas v naši politični skupini in jaz nisem še nikoli čutil občutka manj vrednosti ali zapostavljenosti, ko sem nekaj predlagal. Sem recimo predlagal, da se cene telefonskega gostovanja zbije na nulo, trajalo je skoraj 10 let, da je do tega prišlo, ampak se je to zgodilo na mojo pobudo, tako da jaz lahko rečem, da vsak, ki je telefoniral v zadnjih letih čez mejo, čuti peterleta v žepu, ker je ceneje, plačaš manj. Lahko si pa član največje skupine nemške, pa te niti tvoji ne bodo podprli, če nimaš dobre ideje. In ker je, zdaj recimo, če hočemo mi, ker ljudi zanima, kaj pa lahko 8 ljudi od 751 naredi za Slovenijo. Jaz lahko eden naredim. Torej, tudi eden lahko kaj naredim, ampak na koncu, ko gre za zakon ali kaj podobnega, rabiš ti večino. Se pravi, polovica od 751, se pravi, 8 je premalo, če daš Slovake, Madžare, Maltežane, Ciprčane zraven, še zmeraj premalo. Jaz če hočem prepričati nekoga v nek slovenski interes, ki je za nas lahko zelo pomemben, ampak jaz če hočem nekoga pridobiti, moram rešitev tako narediti, da bo tudi njemu kaj prinesla, da bo tudi za njega kaj. Recimo, berem danes Jelinčiča v Delu, jaz bom zastopal vsem slovenske interese. To se zelo lepo sliši, ljudje bodo rekli, ja, to je v redu, ampak če zastopaš samo svoje interese, nisi zanimiv za nobenega drugega. Ti moraš rešitev tako postaviti, da je zanimiva tudi za drugega. Če ne, preprosto ne boš glasoval, ne bodo glasovali zate. In v tem je ideja Evrope, da delaš skupaj pa lahko samo tako, da ti spoštuješ partnerja, da si pozoren do njega, ali je velik, ali je majhen, ali je rjav, ali je bel. In da, se pravi, moraš dobiti rešitev. Pesnik napiše pesem, pa je srečen. Politik mora pa večino dobiti. Jaz bi rekla na tem mestu, da verjetno, da je treba
izraz oblikovati na tak način, da ga drugi tudi lahko sprejmejo, ker si predstavljam, da imamo najbolj podobne interese v različnih državah. Tako da nekaj, kar je dobro za Slovenijo, je verjetno lahko dobro tudi še za kakšno drugo državo. Glejte, mi smo dvakrat zelo uspešno pomagali Krki, ker je komisija predlagala ene rešitve, ki bi poslabšale položaj take industrije. In smo se vsi slovenski poslanke in poslanci dobili in smo rekli, da dajmo nekaj narediti. Ampak naredi se tako, ne da nas 8 skrb stopi, bom spet rekel, nas je samo 8, ampak vsak se je potrudil prepričati svojo politično skupino. Jaz Evropsko ljudsko stranko, Pahor socialiste evropske, potem drugi liberalce in tako naprej. Ti moraš širino delati, če hočeš uspeti. Zdajle pred nedavnim, oziroma ta teden smo glasovali spet za eno rešitev, ki Krki zelo olajšuje prihodnost oziroma poslovanje v prihodnosti glede zdravil. In smo spet, če bi samo ena politična skupina na tem delala, bi bilo premalo. Nihče nima absolutne večine, zato smo delali tudi z drugimi. Ko je šlo za Boscarolove avione, da se dvigna skupna teža ultralahkih letal, je bilo treba prepričati marsikoga. Tako da recimo spomnim se enkrat, gospod Pahor je rekel, Lojze, ko je šlo za mejo s Hrvaško, je rekel, jaz ne bom tukaj nobenega pridobil, ker imajo izdelano mnenje, je rekel, daj ti vaše prepričati in jaz sem jih nekaj prepričal. Skratka, zmeraj moraš ti v svojem okolju delati, če hočeš kaj dobiti. Hvala. Bi morda želeli iz svojih bogatih izkušenj, desetletje, kar že steza, karkoli sporočiti gledalcem. Ja, moja izkušnja je taka, da če imaš dobro idejo, če jo plasiraš v pravem trenutku, na pravem mestu ali pravemu človeku, imaš velike šanse. Prej sem mislil povedati še tudi čebele. Nam so se nekoč malo smejali, ko smo se pogajali za cviček, pa za cviček, pa za čebele. In danes se pa noben več ne smeje, ker so pogruntali, da je bila tle dobra ideja zadaj. Mi smo prepričali ves svet, da imamo zdaj svetovni dan čebel na 20. maj, ko je bil rojen prvi čebelarski učitelj, ki ga je Marija Terezija, cesarica, postavila na Dunaju, neki Anton Janša iz Breznice na Gorenjskem. In evo, je bila slovenska ideja, zgodila se je že leta 2000, ampak v prvem letu takrat nismo prišli skozi, jaz sem imel takrat šef Čebelarske zveze Slovenije, v drugi rundi pa prišla skozi. Torej, včasih ne gre takoj, ampak to je velik dosežek Slovencev. Vse eni malo imečken zavisti, kako pa to, kar iz ene male Slovenije. Ampak mingede še to pa je, gledajte, če srečam koga iz Luksemburga, jih je 5krat manj kot Slovencev, nisem še slišal, da bi rekel v nastopu, jaz prihajam iz majhne države. Ampak reče, jaz delam velik projekt, da te zanima. Majhnost je samo tukaj. Mi moramo znati biti veliki tudi z majhnimi stvarmi, čebele, orgelce. Evo, včeraj sem igral orgelce, evropsko himno na koncu zasedanja. Je šlo po vsej Evropi. Vsa Evropa govori o nekem Slovencu. Pustimo, kako se piše, da se nam ohvalili, ampak govori se, da je Slovenc poskrbel za dobro ozračje na koncu 5-letnega mandata. Kar se pa naprej tiče, jaz mislim, da lahko še veliko naredim. Jaz sploh nisem prišel na idejo, da bi razmišljal o pokoju, tako da jaz mislim, da številka 3 pred mojim imenom na listi Nove Slovenije bo najboljša izbira. Hvala. Moram se še to dodati, da moje osebno mnenje o majhnosti Slovenije je pač samo brez besede majhno. Oddajam enkrat na teden novičke preko Rodne zemlje kanala na Facebooku in sem pred kratkim povedala, da
da smo z razlogom tako številčni, kot smo, zato ker smo močni, pa ker smo srčni. Če bi nas mogli biti več, bi nas bilo več. Nas je pa ravno prav in to ne pomeni, da smo majhni, ampak smo. Tako. Sem zelo vesel poudarka na srcu. Nič ni brez srca, ni srca brez identitete. Kdor ve, kdo je, bo tudi vedel, kaj hoče. A ne? In če mi kdo reče, da smo malo majhna država, spravim, za nas je Slovenija dosti velika. Nobenega ne bomo napadali, ampak moramo pa držati to kar imamo. In v Evropski zvezi ni noben problem imeti kakšen kilometer manj kot drugih. Ne. Sem pa vesel, da imamo ta okvir, v katerem smo veliko bolj varni, kot smo bili v kakšnem drugem. Ne. Tako da Evropa nima izbire. Res je. Hvala vam, gospod Peterle. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci, pa nasvidenje in lep dan.